Center za zdravje in razvoj Murska Sobota se v bistvu že od svojega začetka ukvarja z zdravim življenjskim slogom, kar v bistvu aktivna mobilnost nekako tudi je. Tako smo v bistvu že od vsega začetka, tudi ko še to ni bilo nekako uzakonjeno oziroma ni bilo vsesplošno priporočeno, želeli narediti neke programe, preizkusiti neke praktične rešitve, ki smo jih spoznali v raznih projektih iz drugih držav. Eno izmed najbolj uspešnih, bom rekel, internih kampanj v našem zavodu je vsekakor bila promocija zdravja na delovnem mestu, kjer smo si razdelili nekako te aktivnosti na dva dela. Prva aktivnost oziroma prvi ukrep, ki bi ga kar poimenoval ukrep, je bil aktivni prihod na delovno mesto. Naredili smo se en takšen lušen dnevnik potovanj, ki smo ga dali na steno in vsak dan je vsak sodelavec dejansko označil na svoj način, kak je prišel v službo. Bolj, ko je bil to neki trajnostni način, bolj recimo je bil nagrajen ali pa boljše točkovan, imeli smo semaforski sistem. Rdeče je bil popolnoma netrajnostni način, to se pravi najslabše, ko je seveda prihod z avtom, kjer sediš sam v avtu, kar se je nam tudi dosti krat dogajalo. Predvsem tistim, ki smo iz drugih mest ali drugih vasi, oddaljenih iz Murske Sobote. Potem neki srednji, rumeni, oranžen, kakorkoli način je bil, da smo si označili, če si prišel z javnim prevozom ali če si v avtu prijel več ljudi ali si peljal s kom v avtu. No in potem zelena kot najbolj primeren način prihoda v službo, se pravi, je pa bil, ali si prišel peš ali s kolesom, se pravi, brez nekega zastrupljanja okolja in s tem promoviraš dejansko gibanje. Vsako podjetje seveda mora prilagoditi takšen projekt, takšno kampanjo ali ukrepe v svoji situaciji, glede na to, kje so umeščeni, kakšne možnosti dostopa in če so možnosti dostopa, pač to nekako poskusijo upoštevati. Sodelavci Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota smo v okviru promocije zdravja na delovnem mestu izvajali nešteto ukrepov. Eden izmed njih je bil tudi ta, da smo nekako na delovnem mestu, se pravi v pisarnah, kljub temu, da smo imeli na voljo dvigalo, da smo uporabljali hojo po stopnicah. Takrat skupaj smo potem tudi beležili, koliko stopnic je kdo vsak dan prehodil. Potem naslednja aktivnost je pa bila, da smo tudi na delovnem mestu, se pravi v pisarnah, imeli na voljo vedno sveže sadje, primerno sezonskemu delu leta. Poleg tega pa smo tudi izvajali aktivni odmor na delovnem mestu, se pravi vsak dan, približno nekako ob 13. uri, smo prekinili naš delovni proces in smo nekako za 15 do 20 minut aktivno telovadili. Pri tem smo uporabljali tudi različno glasbo, tako da smo nekako ne samo, bi rekli, ta telesni del razmigali, ampak smo tudi nekako se socialno in pa nekako duhovno povezali med sabo sodelavci tistega dne.